Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Iva Ramuš Cvetkovič in danes se bom pogovarjala z gospodom Andrejem Brvarjem o njegovi 10. pesniški zbirki z naslovom Fusnote. Zbirka je v strukturi zvesta svojemu naslovu. Pesmi so zapisane v prozni obliki, v obliki kratkih stavkov ali pa nekoliko daljših besedil, odvisno za katero od njih gre. Gre pa za zapise o marsičem, ki niso številčeni, tako da lahko bralec prosto se sprehaja skozi raznobarven spekter najrazličnejših motivov, ki so napisani pod črto življenja. Drugače je to verjetno v e-obliki knjige, ampak zagotovo se tudi tam da to brati na podoben princip. In sedaj avtor sam v eni izmed Fusnot zelo humorno, elegantno in jedrnato opiše svoj slog poezije. In sicer, če lahko kar uporabim vaše besede, moja poezija, že od nekdaj takšna, kot bi jo napisala ponesrečen pesnik in pisatelj obenem, vmesno hibridna, zvrstno nečista poezija v prozi, kaj pa drugega. Večkrat ste dejali, da se vam takšna zvrst poezije zdi edina možna oblika pesnjenja v sodobnem času. Katere pa so po vašem mnenju lastnosti sodobnega časa, ki takšno poezijo omogočajo oziroma celo narekujejo? Ja, glejte, živimo pravzaprav v času, zdrobljenem času, v fragmentiranem, atomiziranem času. In refleks takšnega časa so fusnote. Se pravi, oblika neke marginalne forme, ki jo poznamo pod črto po slovensko, ki je lahko zelo pomembna sicer, ampak je nekje vendarle na robu knjige in bralnega interesa bralca. Izbral sem to formo zaradi tega, ker je ta svet tak, hkrati pa tudi zaradi tega, ker je poezija v današnjem svetu nekaj zelo marginalnega, izrinjenega tako rekoč na družbeni rob, ali kot nekateri pravijo, da je skoraj izginila z ekrana sodobne družbe. Pesniti na način prejšnjih, bi rekel, časov, se pravi z verzom, z formo, z rimo in tako dalje, je za moj okus danes zastarelo, je preseženo in zato sam uporabljam zelo skromno, a vendarle po moje najbolj pristno prozno obliko, ki je seveda podvržena tudi ta zbirka Fusnote. Torej, nam ne bi zamerili, če bi rekli, da marsikdo v današnjem času stvari, o katerih vi pišete pod črto življenja, kar spregleda te stvari. Ja, čeprav ta stvar je seveda globja, gre za to, da v tem hlastanju, če hočete celo neoliberalnem hlastanju današnjega časa, misleč, da bomo zgrabili srečo za rep v neprestanem kopičenju materialnih dobrin, spregledujemo, da je pravzaprav sreča in vrednost človeškega življenja v majhnih stvareh, v navidez nepomembnih stvareh, ki nas pa v glavnem določajo kot ljudi. Zato bi rekel, navidez nepomembne stvari, ki jih prinašajo Fusnote, vendar če zbirko temeljito pogledate, boste videli, da kljub temu, da uporablja to marginalno formo, je znotraj tega zbirka vendarle kompozicijsko dovolj strnjeno urejena. Urejena je po letnih časih, 4 letnih časih, to je, bi rekel, kardinalna vsebinska določenost zbirke. Znotraj tega pa je seveda posamezen letni čas, bi rekel, prinaša ogromno drugih tematik. Od ljubezni, smrti, bolezni, različnih socialnih zadev, celo slovenstva, pozicije moje poezije v svetu in tako dalje. Ti grozdi, tematski grozdi so se mi nabirali preprosto skozi 7 let.
Ne? To zbirko sem pisal od leta 13, ko je šla zbirka Material do lani. In kakorkoli se mi je utrnila kakšna fusnota, sem ji poiskal mesto v že prejšnji vsebinski morda določenosti, ne? Že v prejšnji fusnoti. Tako so se mi nabirali ti vsebinski grozdi in obenem začeli tvoriti samo zbirko. In to se tudi opazi, ko človek bere zbirko, saj lahko skozi njo neprestano spremljamo nekoliko nostalgični cikel menjavanja letnih časov, odtekanja let, kot ste že omenili. Ja. In če se lahko samo na hitrico dotaknem nekaj pesmi, ki predvsem kažejo na to, kot ste sami že rekli, se pesniška zbirka začne predvsem s tem in nam nekako vse skupaj umesti v kontekst, da bo to zbirka tudi o času, da bo to zbirka, ki bo hkrati kronološka, vendar pa ne bo samo to. Tako da recimo to lahko vidimo iz fusnote 1, ki gre takole. Nenadoma med dopoldanskim plavanjem rdečkasto rumen Pegas listič v bazene kanila jesen. In naprej, o zapiranju bazena, dokler je bilo kopališče odprto, te je grela zavest, da poletje s svojo sladko lenobnostjo še traja, kljub vremenskim spremembam. Danes so ga zaprli, izpraznili so bazene, izklopili prhe, v kot pod teraso zložili ležalnike iz starostno zbledelega lesa z dvižnimi naslonjali na zatiče. Vendar pa, ko beremo o tem minevanju in kljub občasno otožnim zaključkom, ki jih lahko potegnemo, pa bralcu ne more uiti to, s kakšno mirnostjo se soočate s spremembami. In morda je to danes še toliko bolj pomembno, ko mineva poletje in ko se ljudje bolj ali manj prostovoljno vračajo z dopustov, odkot ta notranja moč dostojanstvenega spopadanja z minevanjem trenutkov? Iz zavedanja, preprosto, da menjava letnih časov ni zgolj in samo menjava letnih časov, ampak da je to naše življenje. Pomlad je mladost, poletje so srednja leta, jesen je staranje in zima je smrt. Če dobro opazujete dan, tudi dan je razdeljen tako. Jutro sveže mladost, opoldne srednja leta, popoldne starost in večer utrujenost in na koncu seveda tudi smrt. Če se človek torej zaveda svoje smrtnosti, če se zavedaš, se obenem zavedaš tudi dragocenosti, da si. Ena od čudovitih Heideggerjevih misli je, da je največji čudež nad čudeži, kot on pravi, to, da sploh vse je. Ko bi lahko bilo, da ne bi bilo ničesar. In ne samo, da vse je, ampak da je tako, kot je, kajti lahko bi bilo drugačno. In če človek živi torej v prepričanju, da živiš sredi ogromnega čudeža, sredi tega vesolja, poglejte, astrofizika nam v bistvu iz dneva v dan odkriva globino tega dejstva, da res živimo znotraj čudeža. Naša Zemlja je ena pikca sredi vesoljske teme, nekje na robu pravzaprav vesolja in tako dalje. In vendar je, in je taka, kot je. In na tej pikci smo mi, z vsemi svojimi težavami, z vsemi svojimi koronavirusi in tako dalje. Ne? Ampak če se zavedaš vsega tega, seveda res moraš ostrmeti nad vsem tem čudežem. Namreč tudi ti sam si čudež, tudi vi ste čudež. Seveda pa ne smemo biti tu preveč, bi rekel, idealistično preprosti. Ne gre samo za lepoto sveta, ne gre samo za čudežnost sveta, kajti na nek način k tej čudežnosti spada tudi ta negativna plat. Človek se čudi tudi grozi, ki jo je zmožen producirati sam in ki je ugrajena v ta svet. To je torej, ko vi pravite, sprejemanje mirnosti človekove usode. Mislim, da je pri meni izvir vsega tega v tem. In tako tudi verjetno lahko zaključimo, da bi se današnja družba morala mogoče malo manj fokusirati na posameznika in ta individualizem, ki je precej subjektiven, ampak se bolj ozreti v objektivnost, morda iz ontološkega vidika, objektivnost, ki nas oddaja, iz katere lahko v bistvu črpamo ogromno. Absolutno, treba je splezati iz sebe v svet. Odlično, to je nekaj, kar zagotovo lahko vsakdo odnese s seboj, potem ko prebere zbirko. Se vam zdi? Zagotovo. Bije to ven iz zbirke. Seveda. Če je to tako, sem potem zelo zadovoljen.
Tudi mislim, da je to nedvoumno. Zdaj pa naslednja tematika, ki v pogovoru o vašem opusu ne more biti izpuščena, in sicer razmerje med sliko in besedo, natančneje učinkovanje likovne umetnosti na literaturo. Kot ljubitelj in dober poznavalec likovne umetnosti se v fusnotah pogosto sklicujete na različna likovna dela in jih uporabljate na metaforičen, impresionističen ali komparativen način. In za primer bi samo omenila vašo primerjavo sveže pokošenega travnika s Picassovo Guernico. In zato me zanima, je torej sploh mogoče posamezne veje umetnosti razlagati oziroma smatrati separatistično, ali lahko resničen pomen objektivnosti, ki nas oddaja, o kateri sva prej govorila, zaznamo šele ob poznavanju celote? Sam pri sebi moram, za svojo lastno osebo moram povedati, da sem pravzaprav izrazito likovno usmerjen človek. Človeka si prej recimo zapomnim po obrazu kot po imenu. Ne? Tudi sam sem se ukvarjal z slikarstvom in sem najprej hotel iti študirati slikarstvo, ne, na akademijo. Tako da svet viziram likovno. In to likovnost sem hotel izraziti že v svoji prvi pesniški zbirki, ki nosi naslov Slikanica. Se pravi, ne tako, kot so nekateri kritiki takrat trdili, da se grem ludizem, od tod slikanica, nekaj pootročenega. Ne. S tem naslovom sem hotel povedati, da je temeljni gradnik moje poezije slika in da je ta zbirka potem takem slikanica. Ne? In to traja do danes. Res pa je, če gledamo zdaj v obče umetnost, ne, da se danes nekoč zelo, bi rekel, striktno zamejene panoge, umetniške panoge, ne vem, slikarstvo za sebe, glasba za sebe, literatura, da se danes prežima. Ne? Vse te forme performansa, vse forme nekoliko prej, recimo, različnih uprizoritev, poezije ali glasbe v poeziji in tako dalje, vse govori o tem, da ni več stroge zamejenosti med posameznimi umetnostmi, da drugo podpira, in zato je po moje vsaj treba imeti o umetnosti pa nasplošno kar dovolj veliko znanje, da znaš uporabljati eno in drugo vejo umetnosti in da tudi znaš uporabljati tisto, kar odgovarja današnjemu svetu, ne nekaj, kar je že preseženo. Se pravi, jaz lahko z velikim veseljem poslušam Beethovna. 500 let od njegove smrti praznujemo, če se ne motim, letos. Gre seveda tudi za to, da ti razumeš sodobno glasbo, da ti razumeš Cagea, da razumeš Stockhausena in tako dalje. Ne? V oklepaju, pravkar je šla imenitna knjiga Gregorja Pumpeta, ne? O zgodovini slovenske glasbe 20. stoletja, slovenska glasba 1917-2018, ki po mojem na odličen način odkriva bralcu, kako se je glasba odvijala v 20. stoletju pri nas. In če to prebereš, vidiš, da se je razvijala zelo podobno, seveda, kot se je razvijala in literatura in slikarstvo. Odlično, da ste omenili ta razvoj in pa predvsem vpliv moderne kulture. Še preden pa se dotaknem tega, bi vas pa še vprašala, torej lahko rečemo, da včasih je bil vpliv likovne umetnosti morda bolj podvržen vplivu literature, če samo pogledamo, kako se je ljudski motivi iz literature in pripovedk, kako so se potem upodabljali in enako tudi s katoliško religijo, ampak danes pa vidimo, da teče tudi v obratno smer, torej da tudi slikarstvo vpliva na literaturo. Tako da, če sem vas prav razumela, včasih ubesedite sliko, včasih pa naslikate pesem. Ja, tako. Odlično. Tako. In zdaj pa, če se postaviva nazaj v sedanjost in pa mogoče z enim očesom že v prihodnost, vpliv tehnologije in tega razvoja, o katerem govorite tudi v fusnotah in predstavljate ta vsem dobro poznani strah oziroma skepso pred neverjetnimi, nepredstavljivimi razsežnosti tehnologije. Znanosti. In znanosti, ja. Kako to vpliva na umetnost in kako to na splošno in kako to vpliva na umetnost pri vas? Danes se znanost in umetnost pravzaprav prežemata. Zlasti recimo astrofizika. Če sledite razvoju astrofizike, boste videli, da v nekaterih posnetkih funkcioniranja vesolja, v
v nekaterih posnetkih črnih lukenj, umiranja zvezd, galaksij in tako dalje, lahko razpoznate abstraktna platna, abstraktne slike v vsem tem. Skratka, znanost je meni všeč preprosto zaradi tega, ker je skromna. Ker step by step, korak za korakom razkriva skrivnost tega, čemu pravimo eksistenca, vsega, kar je. Čeprav nikoli ne bo mogla priti seveda do konca čudenju, da vse je, ker se bojo kar naprej odpirale nove skrivnosti in tako dalje. In pri tem razkrivanju, pri tem skromnem, bi rekel, hkrati pa trdovratnem razkrivanju skrivnosti sveta in človeka, vidim zelo dosti poetičnega, zelo dosti takega, kar je na meji tudi poezije. Morda ste prebrali v knjigi eno fusnoto, ki sem jo preprosto vzel iz enega časopisnega poročila o tem, kako da žolna ne znori pri tem, ko tolče z kljunom po deblu. Kitajci so razkrili, zakaj? Ne? Ker ima možgane obložene še z eno plastjo neke tekočine, prepletene z drobnimi koščicami, ki učinkuje kot kakšna recimo smučarska čelada pri nas in tako dalje in omogoča, da lahko se prehranjuje tako kot se. Poglejte, kakšna fantastična reč, ne? Kakšna fantastična reč je samo v tem, da ne govorim o drugih stvarih, ki jih je Darwin, ki je bil fantastičen opazovalec, ki jih je Darwin eksplicirao že zdavnaj. Ne? Tako da med znanostjo in umetnostjo je danes, bi rekel, vedno večja povezava, treba je pa paziti pri nečem. Umetnost je po svojem znanost je po svojem bistvu vendarle nihilistična. Znanost sledi tako rekoč svojim zakonitostim in se ne sprašuje, ali je nek bi rekel, znanstveni dosežek škodljiv za človeka, služi človeku ali ne. Tu pa nastopi dejansko potem humanistika, ki bi jo morali seveda tudi vrhunski znanstveniki upoštevati, ki pove, to je za človeka in človeštvo koristno, to pa Bog vari, to pa ne. Stari Kitajci so to zelo dobro vedeli. Že zdavnaj so odkrili smodnik, vendar so ga nehali uporabljati, oziroma so ga uporabljali samo še za, se pravi, za ob praznikih, ko so spuščali rakete in te stvari. Ne. To je edina reč, bi rekel, ki je treba, pri kateri je treba biti pri znanosti pozoren. Ali je koristna, ali koristi, ali ne koristi človeštvu. Zelo pomembno se mi zdi, da opozarjate, in to opozorilo je moč razbrati tudi iz fusnot, na prepletanje in na medsebojno učinkovanje različnih ved in pa različnih področij življenja. In zdi se mi tudi zanimivo, ko ste opozorili tudi na to, da vzpon na goro ni končan takrat, ko si na vrhu, ampak takrat, ko se vrneš v dolino. Seveda. In zaradi tega bi vas mogoče vprašala, na katerih družbenih področjih vidite manko tega. Torej, mogoče tudi v znanosti, da se ne ustavi na vrhu pri odkritju, ampak da se spusti še v dolino in na ta način ugotovi, kam bo to odkritje umeščeno in kakšne so posledice. Če se spomnimo na Dürrenmattove fizike, ki opozarja na to, kako se lahko takšne stvari zlorabijo in kako seveda manjka to človeško čudenje in navdušenje, ki bi lahko pri tem pomagalo, da to umestimo v kontekst. To je to, kar sem prej povedal. Pri znanosti je zelo važna kontrola in sicer že kontrola samega znanstvenika. Ne? Jaz vem, da ga njegova znanost tako rekoč tira v to, da sledi logično sledi eno odkritje drugemu. Ne? Vzrok posledica. Vendar kljub temu mora tu ostati, vsaj po moje, sito neke človečnosti. Ne? Ki tudi znanstveniku pove, opsla, to pa ne bo dobro za človeštvo in tako dalje. Čeprav, veste, svet je paradoksalen, ne? Lahko se zgodi tudi to, da stvar, ki se je recimo danes v znanosti pokazala za škodljivo, se lahko pokaže čez nekaj časa za koristno. Poglejte samo za primer, cela vrsta odkritij, ki so jih znanstveniki napravili v drugi svetovni vojni znotraj vojaških namenov, za ubijanje,
so hkrati danes ukomponirana v nekatere tehniške stvari, ki koristijo človeštvu, vključno z raketno tehniko. Kdo pa je bil v Ameriki tisti, ki je raketno tehniko v bistvu pognal? Von Braun, se pravi nemški fizik in znanstvenik. Torej, ne? Seveda, in to je skladno tudi s to rdečo nitjo vaše zbirke, da se vse konstantno spreminja in da v bistvu se vse prepleta med seboj. Pantarej. Tako je. In zdaj bi se mogoče osredotočila še na to, da včasih v pesmih podajate odgovore na navidezno nemogoča vprašanja. Kako gremo skozi stene, tako da gremo skozi vrata. In s svojim humornim optimizmom neprestano opozarjate, da je perspektiva do določenih problemov ključna za njihovo razrešitev ali pa za njihovo nerazrešitev. Ali za njihovo poetično videnje. Tudi to, kar ponavadi vodi do rešitve. Tako. In zato me zanima, koliko dejansko lahko dosežemo po vašem mnenju spremembo perspektive, oziroma ali je optimizem lahko absoluten ali v svoji absolutnosti postane že naiven. Ne bi jaz te stvari rekel, da gre za naivnost. Ne? Glejte, pred par dnevi sem se čudil v svoji lastni roki. Ne? Roka se prelomi v komolcu. In kaj s tem omogoča? Ne? Da lahko delamo. Ne? Roka se lomi v komolcu. Dajte se tega zavedati. In boste videli, da je spet nenavadna zadeva. Ne? Pred par dnevi sem pomislil tudi na to, ne? Recimo, ženske ste zemlja, iz katere klijejo otroci na nek način. Ne? Tako kot v zemljo. Zelo podobno. Perspektiva je važna. Z katere perspektive ugledaš neko stvar, ki nam je vsakdanja, ki je samo po sebi umevna. Pa niso stvari samo po sebi umevne. Niso, samo treba jih je zagledati v neki, bi rekel, v nekem trenutku jasnovidnosti. V nekem trenutku, ko ti odpade, bi rekel, vsa skrb za eksistenco, vsa skrb, ne, ko tako rekoč neposredno kot otrok, bi rekel, zagledaš svet. Takrat se ti odkrijejo potem te, kot ste rekla, kao naivne stvari, pa niso naivne. Ne? Jaz bi prej rekel, poetične so. Ne? Spet stik v bistvu s tem, kar v mnogočem določa znanost. Torej, vas kdaj zaskrbi, da bi na takšen način bilo kakšno vaše sporočilo iz pesmi narobe razumljeno, ali pa menite, da misinterpretacija v umetnosti pojmovno ni mogoča? Jaz ne morem tu nič, če kdo razlaga kakšno fusnoto ali pa mojo pesem na svoj način. To je pač demokracija tudi znotraj umetnosti. Ne? Pa vas to veseli, da obstaja več razlag? Seveda me veseli. Nasprotno, včasih, to je že Eliot nekje omenil, da pesem nosi pravzaprav več, kot je avtor mislil. Ne? Se pravi, ta svoboda imaginacije znotraj umetnosti je ena največjih vrednot. Jaz sem včasih zelo, bi rekel, začuden, ko mi nekdo govori o nekem mojem tekstu stvari, o katerih jaz sploh nisem razmišljal, tudi nisem hotel, da bi bile na ta način povedane, ampak najde to. Ne? Celo, moram reči, v spremni besedi k tej zbirki, ki jo je odlično sicer napisala Miljana Cunta, ampak vidim nekatere stvari, ki jih jaz nisem opazil. Torej, v umetnosti narašča vrednost skozi oči bralca. Absolutno. Toliko je fusnoter, kolikor je bralcev. In to je tudi podobno s tem, ko se recimo vi sklicujete na kakšna druga dela, naj bodo to literarna ali pa likovna, jih tudi vi prikazujete skozi svoje oči in potem lahko bralec tudi to začuti. Zdaj pa še to, ob branju fusnot je moč čutiti vaše globoko spoštovanje in občudovanje narave. In ne samo opisovanja njenih presunljivih lepot, ki jih marsikdo v današnjem življenjskem slogu nehote izgreši, se pojavlja tudi zaskrbljenost nad njeno skrunitvijo, izumiranje vrst, omenjate severne medvede, človekova preobjesnost, ki se kaže v enormnih količinah odpadkov in nasplošno izguba spoštovanja in povezanosti z naravo. Propad narave pa neizogibno vodi v propad človeka in morda bi zato vprašala, se vam zdi, da družba dovolj naredi na tem področju oziroma da se družbena gibanja za varovanje narave obračajo v pravo smer? Ali bi mogoče poudarili še kakšno stvar, ki se vam zdi spregledana, ali pa kakšno stvar, ki se vam zdi pretirana? Seveda je tega premalo. Glejte, živimo v dobi neoliberalizma, ki se po moje počasi steka.
Ljudem se vedno bolj odpirajo oči, kar zadeva ta sodobni kapitalistični neoliberalizem, razen mogoče Kitajcem, ne vem. Skratka, mislim, da je prihodnja era človeštva ekološka era, se pravi zavedanje dragocenosti tega sveta, vsega, kar na tem svetu je, z nami vred skupaj, in da zdaj ne bomo samo eksploatatorji tega sveta in tudi sočloveka, seveda, v imenu kapitala, ampak da bomo varuhi tega sveta. Da ne bomo samo konkvistadorji, ampak da bomo tolažniki in v bistvu vzgojitelji, vzdrževalci sveta. Če ne bomo to storili, potem lahko se zgodi, da bomo ta svet definitivno opustošili z nami vred. To je že pravno nič sentimentalno dejstvo, ki ga potrjujejo znanstveniki tudi. Mogoče rešitev potem vidite v poudarjanju tega, kot ga vi imenujete, čudenja nad svetom in razvoja ljubezni do narave. Ljudem se bojo morali oči odpreti do te mere, da bojo dejansko, vsaj večina, videla in vedela, da živimo znotraj določenega čudeža. Da se bojo čudili temu svetu. Skratka, ljudem bi morala pasti neka mrena z oči, da bi se naenkrat znašli znotraj čudeža eksistence zemlje, človeštva in samega sebe. Ne? In verjetno nimamo dovolj časa, da bi se dotaknila vseh tematik, ki jih zajema vaš odgovor in ki se nahajajo tudi v fusnotah, ampak če jih lahko nekaj omenim, zato da pokažem precej širok spekter družbene kritike, ki se tudi nahaja v fusnotah, in sicer kritika potrošništva z fusnote, usnjena denarnica, potrgana in zlizana od vlačuganja z denarjem, potem kritika hitenja, potem opozarjanje na tragične posledice družbenega obsojanja, ki se lahko rezultirajo v tragiki posameznika, pomanjkanje učenja na napakah zgodovine, kot je prisrčno povedala mala deklica v vaši knjigi, potem družbena neenakost, moč ljudstva. Bi kaj od tega še posebej izpostavili, mogoče glede na družbeni kontekst, v katerem smo se zdaj le znašli? Veste kaj, ta kontekst, v katerem smo se znašli z nastopom aktualne vlade, se mi zdi nekoliko, kako bi vam rekel, zastarel, ne na špici dogajanja sodobnega sveta. Ne moramo več se iti tega, da ima prav samo ena politična garnitura in da skuša ta svoj prav usiliti potem celotni državi. Za božjo voljo, različni smo, skozi različne izkušnje smo šli, različno doživljamo svet. Stvar preprosto, če hočete, bontona je že, ne samo svobode, bontona je dopuščati drugega, mu dajati svobodo, ga skušati razumeti, ukomponirati njegova hotenja v svoja hotenja. To je, bi rekel, ena normalna država. Ne? Zato pravim, da se mi zdi ideologija in ravnanje pri nas politične garniture, ki je zdaj na oblasti, nekoliko zastarela in absolutno ne streže potrebam današnjega časa in današnje Slovenije. Morda, kar bi se lahko naučili je, iz vaše zbirke, da pomislimo na tiste stvari, ki so nam skupne, do katerih vsi gojimo enako dno, zaradi tega, ker si ne predstavljam, da bi se našel človek, ki ne bi vsaj do neke mere imel rad narave, ali pa so ljudi, družbe, v kateri se je znašel, zaradi tega, ker drugače je precej nemogoče živeti. Ja. In mogoče, če bi se ustavili na teh instancah, iskali skupne točke, namesto da iščemo razhode, bi lahko gotovili, da več bi naredili in srečneje bi živeli. Strinjamo. Ja. Zdaj pa še ena nekoliko tehnična zadeva. V svoje pesmi pogosto vpeljete tudi druge pripovedovalce. Nekatere od fusnot so namreč postavljene v navednice in me zanima, ali je to v domeni interpretacije bralca, ali nam lahko vsaj nekoliko pomagate, ali se s tem vi distancirate od povedanega in tako nekoliko karakterizirate družbo in na ta način postavljate ogledalo, ali pa je to eden izmed izrazov vašega jaza? Oboje. Res je, zelo dobro ste bi rekel, opazila, da so nekatere stvari v bistvu moje, ki sem jih pa dal vendarle pod narekovaj. Ne vem, mogoče tudi bi se kdaj malo ustrašil. Ne? Samo cenzura. Sama cenzura in sem dal pod narekovaj, čeprav so obče veljavne. Ne?
Ampak večina je vendarle vzeta od drugega. Ne? Jaz prakticiram zdaj v zadnjem času dnevniške zapiske, ne ravno vsak dan, ne? Ampak tako, kadar se mi kaj zdi, da je vredno zapisati. In seveda vključujem v te zapiske tudi marsikaj, kar slišim, da je zanimivega povedal drugi. Njegova lastna izkušnja, njegovo lastno videnje nečesa, to mi je zelo dragoceno, ne? Ker tudi mene bogati. In to sem začel, kot rečeno, že tukaj, ne, v fusnotah in s tem pravzaprav zdaj tudi nadaljujem. Oboje tukaj prakticiram, torej, da lastno izkušnjo in lasten problem stavim pod navednice ali pod narekovaje, kot je prav, in seveda predvsem pa izkušnjo drugega. Torej, če se samo še malo navežem na prejšnjo temo, torej tudi izkušnja drugega je lahko veliko vodilo za to, da se precej naučimo o sebi. Gens una sumus, ne? Pravi olimpijsko vodilo. En rod smo ljudje. Se pravi, če je vaš problem to in to, je delno tudi moj, se razpoznavam v njem. Ne? Nihče ni otok, sem zase. Nihče, John Donne. Ne? Tako. Zdaj pa za konec mogoče samo še besedo o hvaležnosti. Hvaležnost veje iz vsake footnote, hvaležnost do sveta, hvaležnost do drugih, hvaležnost do narave in v koncu tudi do samega sebe, kot rečete, hvaležni ste, da lahko zaznavate lepoto in da lahko to lepoto delite z ljudmi okrog sebe in s prihodnjimi rodovi. Zdaj pa v imenu bralcev pa bi vam jaz tudi rada izrazila hvaležnost za to, da nam dopustite skozi fusnote pogledati v svet tudi malo skozi vaše oči. To ste pa lepo povedali. Če sem to dosegel, sem dosegel vse. Najlepša hvala. Hvala za pogovor, hvala za, da ste delili z nami tudi vaše mnenje o knjigi in s tem mislim, da smo zaključili. Hvala lepa. Beletrina v živo.